Spoštovane gledalke in gledalci, pozdravljeni v oddaji Neposredno. Upamo, da vas z njo vedno znova presenečamo, saj povabimo v naš studio, tokrat studio v Ljubljani, predvsem take goste, ki drugje nimajo medijskega prostora, ampak so inteligentni, pronicljivi, lucidni, kakorkoli drugače zanimivi. Tokrat to še posebej velja, saj smo goste povabili legendo, vsaj zame in še za nekatere, ki jih poznam, to je gospod Branko Gradišnik. Lepo pozdravljen. Ja. Se bova tikala, ne? Ja, absolutno. Vse smo se že prej. Tako. Včasih potem za gledalce naredimo potem to malo fazono, malo frazo, ne? Oziroma neko kao bolj vljudnostni pristop do gosta, ampak mi dva sva človeka. Vse tikam nekih, pa nočem tikati, pa onkam. Pa onkaš. Ste v teh besednih premetankah bo še kako rekla. Torej, ti si ne samo pisatelj, prevajalec, potem te morda naši gledalci najbolj poznajo, tudi kolumnist, ne, bi se še kako opredelil vse te identifikacije, vem, da so zoprne, ampak predvsem si kaj? Raziskovalec človeške duše, sebe. Smo vsi popotniki, nekje pišeš, da smo popotniki. Težko je sam sebe opredeliti takole v par besedah. Človek je hkrati tisti deček, ki je scal, tisti mulc, ki je scal pod oknom, pa tisti starček, ki ga je s palcem probal zadeti, da mu tega ne vdelo. Gremo skozi ta proces vsi. Ne. Trenutno sem star 73 let in seveda se ne počutim starega, počutim se bolj kot mulc, ki ščije tam pod oknom. Ne. Nekaj tega je meni ostalo, se pravi, večni mladenič. Ne. Večni mladenič, ki pa se ukvarja z rečmi, s katerimi se ukvarjajo starčki. Je pa tudi v smislu Petra Pana, ne, ker to včasih tudi opazujem, ne, da nekdo noče odrasti, da bi bil ta puer eternis, mislim, da je rekel Jung. Ne. Ja, to me nič ne zanima. Ne. Mislim, imam srečno življenje, tako da nimam kaj sanjariti o čem drugem kot o svoji ženi pa otrocih. Zdaj pričakujem prvega vnuka iz drugega zakona. V prvem imam 4 vnuke, zdaj pričakujem drugega. Tako da imam eno perspektivo, ne. Bolj za nazaj, kot za naprej, ampak tako, neko široko področje. Probali analizirati, kaj dela človeka srečnega. Mislim, da je najdaljša znanstvena raziskava, ki že traja 70 let, kaj človeka usrečuje. Zdaj pa če je Stanford ali Harvard. In kaj so ugotovili? Opazovali so pač populacijo tistih njihovih študentov in kaj so ugotovili? Da so bili vmes nazadnje predsedniki, morilci ali kakorkoli. Ampak kaj je bilo vsem srečnim skupno? Urejeni odnosi, družinski odnosi. Se strinjaš? Ja, strinjam se s tem, da bi pač dodal, da kar človeka zares usrečuje, da če je lahko koristen. Če je lahko koristen za druge, za najbližje in tudi nasplošno za družbo, ne, potem bo iz tega izvlekel. Moje delovanje koristnosti je tak, jaz pobiram smeti. Eni bi rekli, da sem horder, ampak to je tako horderstvo, da ko poberem, odnesem v kož, v snago, ne kopičem doma. Ne. To recimo me navdaja z velikim zadovoljstvom. Ne maram, imam pse, psi se sprehajam po teh v naravi in nočem, da je v narava zasvinana. To je prva reč, ne? Zelo majhna, drobna reč, ki te razveseli. In druga je, da delaš dobra dela drugim ljudem. Še najbolj v tihoti srca. Če ti rata biti koristen tako, da ne moreš tega unovčiti v neke žetončke popularnosti ali pa zaslužnosti pa tako naprej. Ja, ta neka pozitivna samopodoba, samospoštovanje, odkot vrednotiti sebe, na podlagi česa. Ker lahko bi tudi rekli, ti bi lahko, ne vem, tudi iz izobrazbe vlekel, saj si sociolog, si tudi umetnostno zgodovino šel, če si. To je tako. Ni izobrazba tisto ključno. Za bedaka je pameten človek lahko samo bedak. To je bistvo, ne. Tako da jaz sem imel brata, ki mi je govoril, da sem idiot in sem bil prepričan, da 4 leta starejšega brata, vsega imam še, in sem bil prepričan, da sem idiot, tako da sem bil zelo negotov, kar se tega tiče. Po drugi strani pa mi ni nobena, še zdaj so moje najhujše sanje. Dejansko edina mora, ki jo imam, je, da se zbudim, mislim, da sem zbujen, povej mi mama, da moram iti v šolo, da že sem špricu 14 dni, da moram matematično naloge delati in tako naprej. In to je nekaj najbolj groznega, ker jaz grem tja, pa je zadnji dan, pa vidim, da bom spričeval imel negativno. Ali pa sanjam,
da ne morem se upisati na univerzo, zato ker nisem gimnazije dokončal. In popolnoma sem prepričan, da nisem nič tega naredil. Tudi ne vem v sanjah, da sem kaj diplomiral ali magistriral ali kaj takega, ne. Absolutno mora. In zelo veliko ljudi poznam, ki se jim podobne sanje. Pa ne, ja, meni. Pa to je neverjetno, ne. Recimo tudi imaš visoke šole, ampak vojsko sem nehal sanjati, imam zelo žive sanje, skoraj lucidno sanjam. Ampak kaj se mi ponavlja, to si mi zdaj malo slabo voljo spravil. Ravno to, da bom prišel k matematiki, pa ne vem, da bo spraševanje, in sem v slčilnici in oni mi povejo, danes se pa sprašuje. Ne. Ja. Jaz po paniki, pa sem imel pri matematiki v gimnaziji še največ protekcij. Ja, ampak nek arhetipski strah. Ne, se to mislim, da je to čisto v redu, da je to pomeni, da mi smo malo obsedeni, ne, nismo ravno perfekcionisti, ampak ko kaj delamo, želimo to narediti do konca dobro, ne. Tudi zdaj, recimo, meni se dogaja, jaz sem tisti, ki je uvedel v slovenščino pojem postultimativno. To je zato, ker že ultimativno stvar oddam od sebe, pa naslednji dan dobijo pa postultimativno verzijo, ne. In tako naprej. Se pravi, vedno še malo brkljam po tem, ne. Nisem čisto zadovoljen. Verjetno je to tako nezadovoljstvo. Res je pa tudi, da sem špricel, raj sem imel klapo, ne, kot pa šolo, ja. In veliko sem manjkal in dostikrat sem se res reševal. Olga Radej si lahko zdajle zahvalim, ona mi je enkrat dvojko, čeprav sem špricel sem, pa ker sem mogel zadnji teden, ko mogel se učiti pa priti popravljati graje, ne, so me pa ledvice zvile in sem kriscal in potem ni bilo nič. Potem ni bilo nič z mano, nisem tja prišel, pridem na vrata, Poljanska gimnazija in ona gre mimo in zdaj je prepozen, ne, sem bila že spričevala, napisala sem prišla, povedite spričevala. Je rekla, Gradišnik je že, Branko je že v redu in sem imel samo 2 graji potem. Glej, ne moreš pozabiti te dobrote, ne, saj to je nekaj podobnega pa meni naredil en profesor na faksu, še zdaj sem mu hvaležen za to. Ampak ti nisi šprical, da bi bil lenoba, ti si bil celo nasprotno, deloholik, ne? Ja, ti si napisal 35 knjig, dobil si Sovretovo nagrado za prevajanje, 150 ali koliko si jih prevedel, ne? Mislim, delo te je celo obsedlo do te, ali kako? Ja, imel sem neko srečo, ne vem, drugače jaz sem v knjige bežal, jaz sem bral knjižnice, ne knjige, ne, to sem res, ampak imel sem srečo to, da sem se sprijateljil z dečki iz C razreda, jaz sem bil v A, v latinskem razredu, ne, ampak družil sem se pa s C-jevci, ki so bili na slabem glasu, ne. To je bila Prežihov-Voranc, ki je bila takrat elitna šola, se pravi, vsi intelektualni starši so dajali otroke v tisti A razred. Jaz sem bil proti, ker je bil moj brat v A že in mi je pravo, kako je. In ko sta me starša vprašala, kje hočeš, Branko, a greš ti zdaj v A, B ali C, sem rekel, samo v A ne, B sem imel latinščino, samo opcijsko, ne, C pa nisem imel latinščine, ne. Ampak ko sem prišel v šolo in so me posedli, ne, sem ugotovil šele, sem zelo zameril staršem to, no. In iz te zamere je pa to prišlo, da sem se družil, Filipčič, recimo, pisatelj, ne, poznejši, ne, je bil moj najboljši prijatelj, Kalčič Uroš, no, Kalčič je bil v A-ju, no, ampak je bil... Težko je biti kul, ne, takrat v tistih letih, če se latinsko učiš, če imaš pa frajere v C razredu, lepa dekleta ljubijo pač malo frajere takrat, ne, in tudi mi smo včasih, se mi zdi, preveč se trudili celo, da bi zgledni bili in potem pa nazadnje si včasih tudi upravič ali pa razumeš, zakaj je tudi bila kakšna eskapada včasih v teh srednji šoli. Drugače pa potem univerza pa te nauči tudi discipline, ne, se ti si od sebe dosti zahteval, ne, od svojega telesa, praviš, da si učil uničil, ne, v bistvu. Ja, to si jih nisem jaz ravno uničil, ampak mi jih je uničila medicina, tako kot gre medicina, v glavno uničevalka. Če bi jaz postavil sistem, če bi jaz imel svojo književino pa tako, bi ukinil zdravstvo. Imel bi samo prehranstvo. Rekel bi ljudem, da so, kar jejo, da presnova spreminja, tamle potuje sončni žark, pride na zemljo, gre, zbudi kal, to je energija. Ta energija je zdaj preseljena v tistem žitu, ki je zraste, zrno, potem mi to požanjemo, zmeljemo, zvaljamo in jemo ta ljubi kruhek. To je vse isti košček, isti atom, foton sončne energije, ki potuje in ko to pojemo, se ta
energija naprej presnavlja preko bioelektričnih impulzov prek naših nevronov v naše misli. In to, kar zdaj govorim, je to, kar sem včeraj jedel. Ja. Pa kar sem se grel predvčerajšnjem na sončku, recimo. Ne. Tako da v tem sistemu mojem bi pač ljudje pazili, da bi imeli dovolj D-vitamina, dovolj B-vitamina in še nekaterih takih osnovnih esencialnih, da tako rečem, mikrohranil in potem bi imeli zdravi, ne bi jim bil problem, če bi zboleli, bi pač en čas kašljali, ampak bi se lahko, moj oče vedno rekel, ker sem jaz bil mlad, otrok ni nihče hodil zdravniku. Človek je kašljal, pa je kašljal, dokler ni se končal ta kašelj tako ali drugače. In sam vidim, ker praktično ne potrebujem zdravniških uslug in s tem, da imam recimo D-vitamina, imam 60 mikrogramov na liter, to je 10 nad mejo, kjer se začne optimalno delovanje imunskega sistema, ki je odvisen od D-vitamina. Medtem ko drugače pa v zahodnem svetu, v svetu industrializirane prehrane, so pa ljudje tam nekje na med 5 pa 15 mikrogramov, kar je 30 je, v medicinska industrija vam bo rekla, da je 30 že zadost. To je zato, ker pač kratko malo ne zmorejo postreči z boljšimi rezultati. Premalo je, hranila so tako siromašna z temi zidaki, iz katerih D-vitamin predelujemo, da to kratko malo ne gre. Ampak evo, je spet nekaj skupnega. Imam na kuhinjski polici, imam D-vitamin, pač dodatek, ker vem, da ga je drugje malo in jemljem D-vitamin. Če piše ena kapljica na jezik, vzemi 4. Drugače pa ti dajem prav, mislim, pa tudi medicina ti mora dati prav. Mislim, ne bi ti dala prav, da je popolnoma nepotrebna, ker gotovo, ne vem, antibiotik pa nekaj bi že... 96% vsega denarja v zdravstvu gre za podaljševanje življenja ljudi, ki si ne želijo podaljšanega življenja, za zdravljenje bolezni v zadnjih 6 mesecih pred smrtjo. Neminovno smrtjo. Nikoli še nisem zasledil tega podatka. Jaz sem hotel reči podatek, da tudi sodobna medicina priznava, da je okrog 3/4 recimo 75% psihosomatsko pogojenih bolezni. Se pravi, da ti telo samo začelo disfunkcionirati, ker si ga narobe tretiral. Ampak to, da si rekel, da celo 90% gre za 96, da je namenjeno za te zadnje stadije. To je pač tako zdravljenje, ki je tudi zelo drago in popolnoma nepotrebno, da si na žičkah, na kablih in tako naprej. Moj oče, recimo pokojni, Bog mu daj zasluženo mesto v nebesih, je pobegnil na ta način, da je zadnjih 6 ur umiranja se potuhnil in ni nič pojamral. Njegov sosed mi je pravil, ki je bil na sosednji postelji, rekel, prej je, kadar je videl sestro bolniško, da je šla mimo in ni mogel govoriti, ampak je samo želel, da ne pride tja zraven, ko bo še eno žico v takel. Rajši je zdržal muke, sam da je lahko, da ga niso več... In je umrl potihem, tako da niso vedeli. Taka korenina. To pa je hočel reči, to pa je zgled očeta. To je zgled, ko bom jaz naredil in nema šans, da dobim kakšno žičko kam. Tu so se podobno. Jaz sem tudi rekel, jaz sem občutoval tiste filme včasih, so gledali, ko v bistvu mislim, da je dejanski izraz hoka hej, ko smo še gledali, pomeni dober dan za umreti. In tudi včasih so pogruntali ti, mogoče pa je danes dan, da gremo umreti. In je šel pač na vzpetino in je šel v tisto stanje pač transa, meditacije. In je pač, ali pa ni, ampak on je bil pripravljen takrat. Vem, da sem to v pari filmih že videl. Se spomnim, veliki mali mož je bil tam, kjer se je on stari šel, pa ni umrl, ko se je vrnil. Ni bil te prav dan. Tako, točno, bravo, glej. Drugače, ko so zapomnimo stvari, ki so nam važne. Ko so bila pri očetu, očetovski zgled, pa on je že bil prevajalec, ampak ti nisi šel takoj slavistiko ali pa si nameraval? Jaz sem hotel biti režiser, pa dramaturg. Ampak oče me je zatolkel. Oče je pa šel in zdaj mu dam prav, sem mu pa zameril leta in leta. Jaz sem rekel, poslušaj, na AGRFTV grem in on je rekel, Branko, nekaj ti bom toplo položil na srce. Ti dobro veš, da si še vsako stvar, ki si jo moral upravljati, zasovražil.
Mučna ti je vsaka dolžnost, hočeš biti svoboden. Zasovražil boš dramatiko, zasovražil boš gledališče. Zakaj si ne bi izbral študija, ki bi bil lahek, pa dovolj lep, da te bi estetsko ugajal, pa tudi, če pol zasovražaš, ni nič hudega, ne, pa tako. In sem šel potem na umetnostno zgodovino in sociologijo in sem mu izredno zameril. To je res, kako sem mu jaz to zameril, ampak je imel prav. In nisem zasovražil. Torej, ja, gledališče sem bil, sem nekaj pisal, v Črni Gori imajo dobro gledališče, pa sem šel, pa sem bil navdušen, pa sem pol preštel, da sem bil na 8 predstavah. V 30 letih zakona sem šel 8krat v gledališče. 3krat sem bil zelo zadovoljen, 5krat pa sem bil zelo razočaran. Ja, prevelika pričakovanja. Oziroma, 5krat sem bil pa zadovoljen, ker sem imel prav vnaprej, ker sem vedel, da bom zadovoljen. No, in oče je tako naredil in je imel prav. Ne. Tako da v galerijo, zdajle se spravljam, da bom maja šel Van Gogha pogledati v Trst, ki je razstava. Ne, ja, in tega se zelo veselim, ker mislim, da so take že nadčutna zamaknjenja možna pri nekaterih njegovih slikah. Upam, da so tudi te slike uvrščene, ne, tako da tista zvezdna noč. Tako vendar se ti nekaj umetnostna zgodovina dala, pa tudi ta sociologija. Ti si družbeno angažiran, tudi sociologija gotovo prije, da imaš ta uvid tudi v te neke, ne vem, medčloveške odnose. Drugače pa umetnostna zgodovina tudi pri prevajanju, ali ne, to te je obogatila. Ampak ti si naredil vendarle ta prehod, preskok. Kot sem skozi, bral sem nekritično, se pravi, bral sem vse, kar je bilo v očetovi knjižnici, to pomeni, da sem postal strokovnjak za vse, razen za seks v mladosti. Še to so, zdaj so ti priročniki zelo popularni, ne? Seks za telebane, tako ti računalnik za telebane, zdaj že vse dobiš. Spolne radosti sem prevedel. Žena, to je dokaz, da sem vsaj v teoriji. Si kvalificiran, da si to. To je bila še prva žena. Ne, ampak prevajalstvo je pa nekaj drugega, ne? To pa potrebno tudi občutek imeti posluh nek, ker pravijo, da tisti, ki več jezikov govorite, da tudi pa razumete, pa upate prevajati, ne? Da tudi še se moraš počutiti, ne vem, tudi domače, ne? Da boš vedel se izraziti, ne zgolj, tako kot zdaj dela Google Translator, ne, recimo. Ja, bistveno je, da znaš tisti jezik, v katerega prevajaš, tistega moraš poznati tudi ta način. Lahko prevajaš sicer tudi s pomočjo slovarja jezike, ki jih ne obvladaš dobro ali pa ki jih obvladaš samo pasivno, recimo, pa tako naprej. Moj oče je mislim, da je z 19 jezikov vsega prevajal, pa ni vseh, ne 6, 8 jih je recimo absolutno obvladal aktivno. Čeprav se mu je dogajalo, sva šla na počitnice enkrat skupaj, ker sem nekaj zagrešil, pa me je vzel na dopust na morje. Ne. Ja, star sem bil, ne vem, 17, 18, spomnim se, da sem od Pankrtov, ta glavnega pevca, tam srečal in sem ga celo upeljaval v pisanje pesmi, pa tako, no. Dobro, to pustva. In tam je bila ena družba Nemcev, s katerimi se je oče pogovarjal, ne. In on se je pogovarjal v visoki nemščini, oni so pa po svoje godli, kakor je Igede, neki berlinski, ne. In potem je oče rekel, veš, kaj so rekli, ko so se poslavljali, en mi je dal roka, pa je rekel, nisem vedel, da je holandščina tako blizu nemščine. Vedel sem ga za Holandca. On pa Hochdeutsch, ne, to lepo pravilno nemščino, ne. Ja, tako da. No, v glavnem, tle prvič, kako sem postal, to pač vsi sledimo. Mi rečemo, da stojimo na ramenih svojih prednikov ali pa svojih očetov, ampak v bistvu naši očetje jahajo na naših ramo, ne, pa nas ženajo, ne, in tako naprej, ne, vzrok z novih vznikov vojn je to, ne, da ti mrtvi ne dajo, prejšnji pobiti v prejšnji vojni ne dajo miru, pa se potem vrne, ne, nazaj v naslednji generaciji isti sport, ko je bilo v jugoslovanskih vojnah, se je bilo to čisto jasno videti, ne, na Hrvaškem, tam, kjer so bile tiste vasi, kjer so Hrvati recimo pustili Srbe, primer tiste se niso organizirale v kakšno srbsko krajino in tako naprej. Tam pa, kjer so šli, pa so zažgali, recimo, kjer so ustaše zažgali 600 Srbov v cerkvi, tam so se pa oni Srbi, njihovi pač potomci in tako naprej, tega rodovni spomin je bil močan, ne, in tam so začeli streljati, ne, glina.
To je primer, mislim, da glih v Glini je ta akcija tu. In v Glini so tam tiste policaje, specialce pa sprejeli z metki, ne, Srbi. No, to je, ker smo vsi tle enako, vsi smo stranke, ne, tle v tem zgodovinskem smislu besede, ne, vsi smo reveži, ne. No, ampak v glavnem, slediš pač, to je tako, kot če imaš očeta, ki je dober, ki zna baklave delati, boš verjetno slaščičar. Ne? Če pa ne boš, če boš pa kontrascenarij, če se boš uprl avtoriteti očeta pa tak, pol boš pa nekaj drugega, ampak ne boš glih spontano nekaj drugega, ampak boš delal, kot da si na vlaku in življenje je tračenca, tamle so hoteli starši, da prideš. Ja. Ti si šel pa tja, ampak to je še vedno proga, to je od Eric Burney je to rekel, ne? To je še vedno ista proga, nismo mogli s proge dol, ne? Tirnice so postavljene, ne? Tako da mal sem se naučil tega, ker je bilo to pač komod. Drugič pa sam sem se naučil brati 5 let star, ko je brat, ki je bil starejši, pisal na drugi strani mize, jaz sem se naučil brati narobe, sem se naučil brati preobrnjene črke, ne ravno zrcalno, ampak preobrnjene črke in to mi je pomagalo pozneje, enkrat, ko me je Udba zaslišvala, ko sem odgovarjal na prvo vprašanje, bral, kaj bo naslednje vprašanje. In sem se lahko pripravljal in vedel, kako naj odgovarjam na prejšnje vprašanje. Pa zakaj te Udba zasliševala? Ja, sem disident, se je obsojen na 3 mesece zapora zaradi širjenja alarmantnih vesti z namenom vznemirjenja občanov. Ja. Sovražni element. Šli smo, 3 smo bili sojeni, no, Vuk, Boris, Marko Gestrin pa jaz, zato ker smo hoteli 4. dobiti iz predavalnice pri Kosu, ki se zdaj dela, da je bil borec za demokracijo in izmisljene verske, je bil pa tak režimski hlapac, da je tam, ker smo en od nas, tisti, ki ni bil študent, je not šel, Gestrin, uvit v nek moj palestinski šal. Hoteli smo dobiti pa Kalčiča ven iz predavalnice in on je prišel rekel, ljudje, vsega je konc, pejte domov, Tito je umrl. In iz tega je nastala, 80. leta je to bilo. To je bilo 71. Lansiral je... Imeli smo prav, ampak šele 10 let pozneje. No, 71. leta in so nam 3-krat sodili, prvič zaradi pomanjkanja dokazov, niso nič mogli, drugič zaradi sodniškega dvoma smo bili oproščeni, tretjič nas je pa glih Kos nas je potovkal kot priča. Moja mama je šla k njemu, ki je rekla, da ga je ujcala, čeprav sem gledal pol njuna starost, je malo čudna, da je bilo to, če ga je res imela na kolenih. Mislim, da to ne bi bilo ugodno, ne? Ker je šla prositi, da ne bi kaj takega govoril. Šlo je za ta moj šal, ne? On je opozoril, da je on imel šal, ne? In ker nam niso prej mogli z namenom, niso nam mogli dokazati namena. Mi smo rekli, mi smo slišali na cest, pa smo se ustrašili, pa smo šli v paniki povedati. Ja, da bi zarotništvo bilo, da ste kovali to že prej. On je pa poudaril ta šal, ne? To pomeni, da smo mi, nismo prišli s čistim srcem razglašati, ampak nismo hoteli, da nas poznajo. Poslali smo noter nekoga, ki ni bil študent in tako naprej, ne? Tako da to bi mu zameril, če ne bi, koliko je on, 103 leta star, koliko ne. Vsaj piše tako, da je 103 leta star. V glavnem pa bil sem v taki družini, oče je bil tajnik od Edvarda Kocbeka, prijatelj njegov Edvarda Kocbeka, so pisovalec prej, ko si omenil, a je to že bilo tle, Pahorja, ko so nekaj omenili. Ja, omenjala so Borisa Pahorja. Ja, ravno zdaj je problem zaradi tega, ker hočejo raziskovati pa objavljati korespondenco med njim pa Pahorjem, ki je bila zelo bogata, ne. Ampak Pahor je spravljal Janezova pisma, ne? Janez jih je pa Pahorjeva zažigel, ker je bil pod nenehnim udbovskim nadzorom tle sred Ljubljane, ne? Ki ni bil za mejo. Ne? Tako da je zdaj malo pisem se, ampak bojo neki. Šta nekaj strahu vlada, ne? Mislim, ta občutek, ne biti, da nisi svoboden, da imaš, ne vem, stalno nek pritisk nekega velikega brata, ja, no, saj smo prišli v teh poznejših letih še bolj do tega, ne vem, ti si se tudi aktiviral pri tej gonji za cepljenje proti
COVID-u, ne, ker dobiš ta občutek, ne, da te hoče nekdo držati stalno ujetega, stalnega pod neko. In tu vem, da nam nekaterim, tako te je oče rekel, ne, ti nisi se preveč dobro prenašaš avtoriteto, jaz tudi ne, da bi zdaj neka pravila te nekdo siljeval. Pravila lahko spremeš, če jih razumeš, ne, če za njimi razumeš neki dober namen, če pa ne, se pa upreš, če ne sprevidiš tega dobrega namena. To je, jaz sem imam za zarotoslovca. Ne. Ja, dobra beseda. Ljudje rečejo conspiracy theorists, pa tako naprej. To je zelo slabo in slabšalni so izrazi, zarotoslovc. Žal je res celotna scena, če zdaj preideva na to, ne, če nisva dokončala prejšnjih, je čisto vse, to je pogovor. Če bi jaz bil vladar sveta, če bi jaz bil eden od članov oligarhije, pri katerih se, najprej da je jasno, zakaj se je ta denar tako skopičil? Če smo prej rekli, da ljudje delajo, da najbolj ljudi osrečuje, če delajo dobro drugim, pa to pomeni, če delaš dobro ne sebi, ampak drugim, in če delaš dobro drugim, delaš tudi skupnosti in tako naprej. In v dobrem smislu pride to v neko ekstremno obliko, ki ni več zdrava, in to je komunizem, kakršen ga je zganjal Stalin. Po drugi strani je pa, če pa delaš to na podlagi produkcije, industrializacije, marljivosti, industrija pomeni marljivost, industrija je marljivost, ne? Potem pa prideš pač do tega superkapitalizma. Ne? In obe veji sta zrasli v družbenem pogledu, mislim, kot posledica ledenih dob. V ledenih dobah pač, da zato, da preživiš, moraš začeti kopičiti. Moraš začeti delati zaloge, drugače ne preživiš. Se pravi, potrebuješ nekakšen čebelji gen. Zdaj se ve, da imamo v nas tudi gene od insektov, ker te insekte piči pa tisti del njegovega gena, recimo, se naseli v te gene in nekateri so se pač prijeli. To je probabilna igra, v kateri so milijarde ali pa milijoni človeških življenj potrebni, milijarde praktično, ne? Zato da se to recimo prime. Ne? In jaz pravim, da človeštvo je prejelo, večinoma imamo čebelji gen, to pomeni, da zelo radi dajemo, med zbiramo, ne? Potem se eni so dobili pa osji gen, ne? To so bolni, ko tam med poberejo, pa ropajo, pa tako naprej. Ne? In zdaj imamo stanje, v katerem kapital narekuje največje zločine, kar jih je kdaj bilo, ne zaslišane, neverjetne zločine, ampak to dela denar. Ne? Gledal sem en film, kjer je treba potopiti eno kitolovko, zato da bo lastnik kitolovke pobral zavarovalnino, preživel pa samo kapitan pa en njegov mož. In kapitan reče, pa ni treba, da vsi pomrejo, to je posadka, zakaj, se so ti delali že prej, zate so delali, ne, sej to, ti si pošten človek, jaz sem pošten človek, jaz pa dobra človeka, hodva v cerkev, vse naredijo, ampak to terja denar. Denar zahteva, da delamo nekatere reči, s katerimi se moralno ne strinjamo. In dejansko se to zdaj dogaja. Zdaj se vrnem. In zdaj se je zgodilo, da se je ta med zbral pri 100 recimo družinah ali pa rodovinah, ne, po svetu, ki na tihem dejansko vlečejo vrvice, odrejajo, kaj se bo objavljalo, kakšna bo demokracija in tako naprej, kaj sodi v demokracijo, ne, kaj sodi v tako imenovane rules, ki je potem society, rules-based society, na pravilih utemeljena zahodna družba in tako naprej. Ne. In s tem se jaz pač kot človeško bitje ne strinjam. Je ker vidiš, kaj je kategorični imperativ. Kot se tudi s stalinizmom nisem strinjal. Ne, seveda, ker vidiš, kaj je osnovna premisa na vsem, čem to počiva. Ne? In logika kapitala je samo še več kapitala. On je autoreferenčen, on se samo na sebe referira. On ne sprejema seveda nekih višjih... To je hordarstvo. To, ko si rekel, ne, višjih nekih etičnih principov, da bi se podredil, ne? Da bi se samo omejeval. Ne? Več, ne? Tudi do lastnega uničenja. Popolnoma noro je, ne? Imeti več kot raba za življenje. Sej to je ta, no sej, recimo v Svetem pismu lepo piše tisto, ne, ko so bile ene sanje, ne, in se je bilo potrebno pripravljati, ko je 7 debelih krav, da bo prišlo čas 7 suhih krav. Sej je nekje logika, ne, da ne moreš računati, da tako ti je danes, da morda bo, ne vem, slabše jutri, da neke rezerve gotovo je dobro da si narediti, ampak ko gre v
tle je ledena doba zelo, to je 100 tisoč let traja ledena doba, 100 tisoč let, ne vem, kaj lahko sploh našparaš, ne. Po zadnjih, to, da se razumemo, ledena doba traja 2,5 milijona let. Vmes so glaciali, to so ledena obdobja, potem je meddobje pa otoplitve, ki traja 10 do recimo 13-14 tisoč let. In mi smo zdaj na koncu, v 15 tisoč let po koncu zadnjega ledenega obdobja in pripravlja se nam pač novo ledeno obdobje. In po zadnjem temle obdobju je bilo predstavnikov Homo sapiensa 17 v Gibraltarju v eni špili. To je bilo vse, kar je bilo v Evropi. Tako da nismo glih, ne vem kako preživetveno, ne vem kako sposobni. Ne. Seveda so bile razmere tle težje v Evropi. Ne. Slovenija je bila na najboljšem, je bila refugij rastlinstva. Refugij rastlinstva. Tle so ohranili, ne, do smreke, pa vse to je šlo tle v Sloveniji. Sam ne bomo mi imeli kaj dosti tega, ker bodo drugi prišli. Sršeni bojo prišli. Sršeni, ne samo vse več. Mislim, mogoče tvoje politično delovanje, ki se ga zopet lotevaš, ne vem, če bi ga zdaj ali za konec, ker toliko je stvari, ki bi jih vseeno pred politiko, ker mi ni najpoznejše. Na kratko, se boš pa tudi politično udejstvoval ali vsaj podporo dal, da bi ravno to, o čemer govoriš, da ne bi, ne vem, ta, recimo Manon pravimo, da je Bog, ne, ki včasih dirigira ljudem že obnašanje, način razmišljanja, vedenjske vzorce oziroma tudi vrednote. Tu se poskušaš... Aristotel je imel prav, ne? Okoliščine kujejo človeka. Človek skuša spreminjati okoliščine spreminjajo njega. Tako junak postane junak, ker ne pristane, da se dogajajo, da bi bil žrtev. Tako da, to je moja politična vloga vsa, da sem človek, ki je ogorčen pač in ki in zato ta parlamentarne volitve, ko bodo, si rekel, vse sem že prebral, ne, v nekem portalu, ne bom rekel, ker ni vreden, da bi omenil ime tega portala, ne, te že ad hominem, že na tebe kot na človeka napade, oziroma vse, ki ste na tej listi, tudi z gospodanjem, ne. Tega ne vem, jaz sem šel tle kot osebno, edino pošteno se mi zdi, da podprem pač nekaj, kar se mi zdi, da je pošteno. Ne. In sam sicer imel sem res od leta 21 sem vse poskusil. Izdal sem eno knjigo, Kronika kukar koronika, ki je pač tam je že vse povedan. To sem spet, so severnjaki bili, ne, v Mariboru so mi to izdali, Štajerci. Potem sem skušal preko družbenih medijev delovati, smisel, da bo teorija mojih kolobarjev, veš, tako se žaba skoč, pa je kolobar, pa potem, če bojo na rob kolobarja druge žabe, se bodo znemirile, skakale, pa bo tako se širilo, ne, in to ne deluje nič. Slovenci smo tudi uspešno skregani, če ti nekdo reče, pa kaj se to greš, se veš, da to ne bo nič pomagal, moraš vedeti, da je najbolj verjetno je sicer samo apatičen, ampak možno je pa tudi, da je na stran unih, ki so trenutno na oblasti, pa ki imajo trenutno v rokah vse, ne, pa te hoče pacificirati na ta najslabši način. Ne. Zdaj, ko vidim pač Zorana, da rečem tako, pač osebno poznam, bil sem dovolj, kad sem se z njim pogovarjal, jaz v glavnem, on je tudi hlodar, ne. A veš, tako kot so vsi vzhodnjakarji, to vem, da ne bo kopičil na tisti način, kategorijalni način. Ne. To nismo nič govorili o tem, ne vem. Dajva, ker je zelo zanimivo. Ti lopatari pa hlodari. Mogoče to pa potem prideva na resnico, pa na Zorana. V glavnem, ve se že dolgo, o tem sem jaz tudi pisal, večkrat sem pisal, 6krat sem objavljal že v teh rečih, pa nič ne zaleže kaj dosti. Človeštvo se deli ne toliko po rasah, kot po dveh načinih dojemanja in razlaganja in umevanja sveta. Ta dva načina se nekaj gensko, nekaj pa memsko, se pravi preko materinega mleka, preko rodovnega spomina, tudi to si prej rekel. Odlično. Rodovnega spomina se to skozi na tem globusu je to razporejen, seveda razporejen je v tem času, kar so civilizacije začele nastajati. In ta dva načina sta, eden je predalfabetni in temelji na drugih načinih sporazumevanja, piktorialnih ali pa, tako naprej, mogoče tudi nekateri, ne vem, telepatskih, recimo od Goldinga, ki sem jaz prevedel Dediči, oni se telepatsko sporazumevajo, čeprav je to nejasno nakazan.
Druga je pa alfabetiziranje, ne, se pravi tam, kjer je pa ni piktorialna pisava, ampak je abeceda. Iz teh abecednih se je razvil poseben neurolingvistični miselni sistem, ki temelji na kategorializaciji. Je abstrakten, je racionalen in razvršča stvari glede na njihove sorodnosti. Ta drugi pa gleda celoto stvari znotraj enega sistema in lahko rečemo, da je primitiven, lahko rečemo, da je konkretističen, predvsem pa je, predvsem pa se ne, recimo, kot je primitivna pa konkretistična tudi kitajska likovna pisava, kjer imaš ti... piktogram, Ne, piktogrami so, kjer so elementi, ki ti pokazujejo vse elemente v sistemu, da dobiš, ti imaš tam, ne vem, dom je zmaja, pa črto, pa je to potem vlak. Ne? Ali pa ogenj, ognjena voda, to je zelo dobro za šnops, ki so, kategorijalci so prišli, pa so Indijance kupovali z ognjeno vodo. Indijanci so mislili, da je to ogenj pa voda, da skrb pa to dobiš. Vidiš. In to je ostalo in to ostaja in način gledanja, ne, Luria je bil prvi, ta slavni neurolingvistični oče neurolingvizma, ne, je raziskoval Čerkeze pa Kirgize in tako naprej v času, ko se je začela sovjetska industrializacija. In je tam on sam je videl v njih predvsem primitivizem, ni se zavedal, da bi bilo tak način, da bi ta način mišljenja bil koristen. To so bili najbolj hojeni kmetavzi tam, ki niso nič razumeli. Ne? Ampak ni res, da niso nič razumeli. Oni pač kratko malo niso hoteli povedati, če jih je vprašal, no, je dal različne barvne odtenke iste barve, roza barve recimo. Ne? No, kakšne so povej, kaj je to barva, kako, Oni niso hoteli tega razvrščati, ker oni so videli različnost med svetlo roza pa temno roza. Niso hoteli reči, da je to roza. Ne? In ko jim daš ti en tak znan test, kjer je krog pa manjši krogci v njem. In tist krog naredi, da se ti manjši krogci zdijo zaradi veličine tega kroga se zdijo manjši, kot so v resnici. In potem zraven naredijo pa majhen krog, pa te krogce okoli tega kroga in tisti krogi zunanji, ki so enaki tem, se zdijo večji. Ampak kategorijalci to tako vidijo, medtem ko primordialci, da tako rečem, se pravi tile, konkretisti pa ne padejo na finto, oni pa vidijo dejansko krog kot krog. In to v tem je nekaj zenovskega in skrajna posledica konkretističnega mišljenja je zen, skrajna posledica kategorijalnega je pa scholastika, pa ostra ideologija, najbolj okostenela ideologija. In ta dva sistema so leta 1996 so šli, psihologi celega sveta so šli raziskovati, kako je s tem, katera ljudstva so nagnjena k čemu. Ne? In se je skazalo, da Rusi so primordialci, se pravi konkretisti in še deloma Slovani, Čehi ne več, Slovaki Poljaki deloma, Madžari, ne, se vidi, to so se pravi vzhodnjaški sistemi v glavnem, Kitajci, Ujguri in tako naprej. Na zahodu je pa pač anglosaška, je najbolj čvrsta, ne, tle je, ne vem, čez 90% je kategorijalcev. Medtem, ko je v Sovjetski zvezi 90% tehle primitivcev. No, in jaz tudi spadam med primitivce, tako da povem. In obstaja en test, ki so ga leta 1996 so testirali milijone ljudi po celem svetu. In zato imamo to narisano. In Slovenci, lahko kar povem, od 10 Slovencev je 7 primitivcev, med njimi tudi jaz, 3 so pa kategorijalci. V obeh skupinah so mnogi častivredni ljudje, da se razumemo. Mnogi častivredni ljudje, ki so zmožni plemenitih dejanj in tako naprej. Ampak razlika je, da je kategorijalizem pa abstrakcija bolj pisan na kožo kapitalizmu. Zakaj? Zaradi tega, ker če ti stvari gledaš kot kategorije, potem, ko dobiš milijon, ne pomisliš na to, da je ta milijon iz enih žepov odšel. Ne vidiš druge plati, ne vidiš celote odnosov znotraj sistema. Medtem ko in
Smo rekli, 7-3 je nekako, to so sicer pa moje, to ni od teh psihologov, jaz nisem njihovih podatkov za Slovenijo dobil, sem pa dovolj velike vzorce, skoraj 100 ljudi, ne, vprašal, mogoče se je s takimi družen, da jih je več potem primitivcev, ne, sem sam primitivc. Test je zelo preprost, jaz sem zdaj dal, pa ne bom povedal odgovora še, zato da bo lahko vsak od gledalcev te oddaje sam za sebe videl, kaj je. 4 besede bom dal na izbiro in ena beseda predstavlja nekaj, kar je treba izločiti, ker nima kaj tam delati. 3 besede se pa lepo predstavljajo pa reči, ki lepo pašejo skupaj. Ne? 2 rešitvi obstajata, obe sta legalni, obe sta legitimni, obe sta pravilni. Vsak med vami naj pač po tisto sekundo, ko to zagleda, ko sliši zadnjo, 4. besedo, sem prepričan, da bo vsakemu med vami jasno, kaj je prav. Nekateri sploh ne bojo te druge opazili, nekateri rekajo, aha, sej druga, ja, sej razumem, ampak se ne bojo srčno identificirali z mano in tako naprej. Te reči so, ti predmeti, da rečemo, ali pa besede, vse to je vse zdaj. Sekira, lopata, hlod, sekira, lopata, hlod, žaga. Kaj je odveč, kaj ne paše? Zdaj dam teh 5 sekund odmora. Zdaj že vsi morate vedeti, kaj je. Nekateri ste videli tudi, redki ste videli tudi obe rešitvi. Ampak ena je bila tako jasna. Ja. Tisti, ki ste zbrali, da je treba izločiti lopato, ste primitivci. Vi veste, da če imaš ti hlod, moraš rabiti sekiro in žago. Žago pa boš tem delal. Zato je slovenski, mi primitivci imamo slovenski pozdrav, ki je te vam naučil, ki je takle, delaj isto, kaj jaz. No, to je šala, ampak to so slovenski pozdravi. Še enega ti pokažem. Deli iste, kaj je mlekarski. Ker smo tudi po mleku, alpsko mleko. Zdaj že veste, oni drugi in to je logika. Tle je celota odnosov. Imaš 2 predmeta, s katerim 3. predmet obdeluješ. Eni ste pa zbrali, popolnoma legitimno, ste pa zbrali pač orodje. Pa se je, hlod pa nima kaj tle delati. Hlod je, nek slavn politik mi je rekel, ja poslušaj, jaz grem, ko grem jaz v Bauhaus, tam bom kupil lopato, pa sekiro, pa žago, otroci se bojo pa na hlodu od zunaj igrali, ne, s tistim za ravnotežje in tako naprej. Ne. In ko sem bratkaju, enemu Američanu, ki je bil veleposlanik v Zagrebu, skušal to dopovedati, ne, se je izkazali, da tile kategorijalci sploh ne opazijo te celote odnosov, sploh nimajo miselne opor, da bi sploh opazili, še pol, tudi popolnoma slepi so bili za to zvezo, čeprav sem mu jaz kazal, a veš, na kjer način, da je to hlod, pa kaj delam, ne? Ne gre. Ker jaz mislim, da je malo povezano z izobrazbo, recimo znanostjo. Ena je gotovo industrializacija, ker manufaktura zahteva določene pač proizvode, ki so podobni ali so podobni, nekem ločeni. Potem pa znanosti pa tudi klasifikacija in sistemizacija. Jaz sem se učil biologijo. In recimo tam pri razvrščanju živih organizmov ti imaš vrstno podobnost in rodovno razliko. Tako ti definiraš nekoga, kaj si, nek živi organizem, kaj je, z nekom je podoben in od nečesa različen, ti klasificiraš. In to je pač ta način razmišljanja, katerega se potem rojen ali pocepen in ta, jaz bi temu bolj mi všeč, tako si rekel, primordialni, saj primitiven tudi, ne. Platonski. Mitičen skor. Proti Platonu. Ja, zelo dobro, bravo, zelo dobro. Ja, tako. No, sej, to mislim, da bo pri gledalcih, da se bojo sam ozavestili, ne, dejansko tudi dediči. Lahko dajejo še drugim, pa bojo vedeli, s kom imajo opravka, ne. S kom govorijo, gliha, kap štriha, lopateri se med sabo bolj razumejo, recimo, kot pa hlodari. Ja, jaz bom rekel tudi zaradi izobrazbe, skozi katero človek gre, sem takoj izločil najprej hlod, ker ostalo so orodja, jasno, ampak takoj čez nekaj sekund je pa bilo jasno, tudi
ta relacijska soodvisnost, ne, in vidiš, da hlod dejansko, ko ostalima dvema orodjama paše in da lopata ne paše. In potem se samo vprašaš, to sem se vprašal, kaj bi pričakoval, da rečem moj profesor, če bi bil izpit. Se pravi, jaz sem se naučil uganjevati oziroma anticipirati, kaj je prav. Zato pa sanjamo o matematiki. Tako. Jaz bi, koliko je še ostalo, upam, da še malo, nekaj še časa malo, recimo, dobre četrture, slabe četrture. Bom dal sem en zgled. Angleži, ko se začne industrializacija, posekajo kompletno Anglijo. Posekajo, ker rabijo pragove za rudnike, pragove za proge, da bo lahko robo vlaki šibali gor in dol. To je industrializacija zahtevala, to zahteva kapital. In nikome ništa še do danes, ne zavedajo se tega, kaj so naredili. Vsak, medtem ko kmetje, ruski pa, ko je moj zelo priljubljeni režiser, v mojih očeh zelo mi je drag, Andrej Rubljov, ne tak tenis igra, ampak Gunke je, Tarkovski, ki je naredil Andreja Rubljova, v Rubljovu zahteval zaradi enega prizora, kjer je moral pokazati, kako hudi so Tatari bili, so zažgali kravo, ki tam teka pri enem takem prizoru strahotnega mučenja, kjer tisto teleči svinc ulivajo ljudem v usta in tako naprej. Ne? Ko so kmetje to slišali, so šli z vilami, lopatami in žagami, ne? Za Rubljovom, da ga bojo ubili, ne? Za Tarkovskim, da ga bojo ubili, ne? Ker so vedeli, da je to, kama to veze zdaj, ne moš krave ubiti. Ne? Se pravi, gledali so celoto odnosov, videli so, da ne gre samo za film, da gre tudi za kravo. In zelo podobno je pri zdravstvenih problemih ali pa pri izolirano, ne holistično, parcialno gledano. In zdaj sta tle, iz tega sta se izcimla ameriško-izraelski kapitalistični lobby na en stran, ker smo rekli, ker je kategorizem bolj, seveda, tudi znanosti, sej kitajski znanosti, med njimi je največ precej več kategorijalcev, to je kot pa, da bi bili samo umetniki ali pa filozofi ali pa... Večje povpraševanje po njih, enostavno v tržni ekonomiji. No in zdaj imamo v bistvu spopad dveh teh miselnih sistemov na svetu in mi smo ravno tle na sred, kjer je Churchill postavil železno zaveso, ne, Slovenci, ne. In kam bomo šli? To se je videlo zelo dobro v drugi svetovni vojni, ne. V drugi svetovni vojni so bili Slovenci po eni strani toliko ponosni, da so se odločali za odpor, ampak teh ni veliko, veste, junakov nikoli, vedno prije na tavžent ljudi je en junak. Potem so bile te matere, ki so rekle, sine, ti boš šel tabelim, ti boš šel pa k rdečim, pa tist, ko zmaga, bo pa še ta druga zrihtu, ne, bo pomagal. Pa se je pa skazalo, da se sta dva brata, ne razumete, glih toliko, pa da so ostala, pa je razkol še danes, ne. Tako da, tle bomo malo videli, no. Jaz pač gledam, leta 2004 sem podpiral ameriški imperializem, sem napisal eno daljši pledoaje v Zeitungu, najbolj blag svetovni gospodar ali nekaj takega je bil naslov, ne vem, ne morem se spomniti zdaj, najbolj slavni diktator, najbolj blag, ne, ker pa ni res, ker Kitajci vedno prenašajo darove, še nikoli niso prišli z ognjem in mečem, ne, medtem ko Američani, ne, v glavnem Američani so zdaj se vidi, da ta pač zahodna kultura temelji dejansko na kategorijalizmu, in da zanje je svet zunaj džungla, medtem ko oni imajo pa vrt, kot je rekel Borel, ne, in ta vrt hočejo negovati. In znotraj tega vrta so dovoljene razlike, demokratske razlike med levim in desnim in tako naprej. Hočejo pa imeti pač še naprej prevlado nad vsemi. Najprej bil kolonializem, pa so bivše kolonialne države izkoriščali preko trgovanja in tako naprej. Zdaj, ko se Rusija noče vdati in ker dela te BRICS in tako naprej, zdaj je pa vrak vodnijo šalo, zdaj pa že blizu svetovna vojna. In Američani, ki so tako slepi za hlod, pač so pripravljeni do konca, vsaj Biden.
Ja, oziroma to so lutke. Najmanj, to so druge sile v zadnji. Zdaj, povej mi, ker me res zanima, ko te človek tako bere, zdaj, ko te tudi osebno poznam, me res to osebno zanima. Tvoja humornost, šegavst, ta lucidnost tudi v besedah, je to karakterna značilnost ali je pa to neke vrste upor, zavestno prevzeto, ker nad vse to, kar si zdaj rekel med hlodarja, čemerkoli ti warmongeri, ko kličejo k vojnam in naprej, lahko znoriš, samo če si preveč k srcu jemlješ. Ali je to ali ta humornost pri tebi varovalka oziroma nek... Moraš biti človek, da je res lahko sposoben humorja, mora biti srečen. Ja, no se to... Osebno srečen. Jaz sem osebno srečen, imam ženo, ki jo imam... Jaz se malo vidva, ona je v diplomaciji, tako da šele zvečer prihaja domov. Ampak oba sva srečna. Ona ima nekoga, ki čaka na njo, da bo prišla domov, jaz imam pa nekoga, ki bo prišel domov. Tako da je to zelo v redu. Imava krasno življenje. Intimno gledano je moje življenje. To je... Ne morem si predstavljati, da bi lahko živel kdo, ki bi bil srečnejši od mene. Se pravi, odtot ti jemlješ to mirnost, da tudi z neko vrsto, ne cinizem, ampak kako, da malo porodljivo. Duhovit sem bil prej, ampak v tej duhovitosti je manjkala dobra volja. Jaz sem zelo Prešeren, jaz sem dobre volje, to ni, v meni ni hudobije. Nehal si lagati. No, to sem itak nehal lagati. Zelo važno je, da se osebno rihtaš, reči, v kateri vlagaš leta in leta, potem bogato prinesejo. Nekoč sem bil alkoholik, pač sem popil 2 deci, 3, pa sem na hiter način postal dobre volje. Ampak je potem davk je bil previsok. Davk je bil previsok in najprej sem nehal piti, pa kaditi, potem sem nehal se lagati. To je bilo najbolj važno, da sem si nehal izmišljati. Tudi pisati sem nehal, sem bil zelo nadarjen za take izmišljije, pa te reči, Borgesovske pa vsega tega. To sem vse črtal in sem začel pisati sam tisto, jaz imam pravico, da se zmotim. Pravico, da zmotim imam. Nimam pa pravice, da bi lagal. Zato nočeš fikciji več biti. Ja, to je tako fikcija, da boš ti mene bral, tako da ti priješ meni pa reči, nalaži. Ja, fasciniraj me z lažjo. Zakaj? Zakaj bi jaz bral to, da nekaj... Sicer mi občudujemo, jaz mislim, neke romanopisce, ki so sposobni fantazijski svet ustvariti, mislim, se tudi Tolkiena se prevajajo. Kafka. To je metafora in je popolna metafora človeškega življenja in Kafko berem in sem zanga, in je plačal življenjem svojo metaforo in tako naprej. Ni to hecne. Dostojevski, on je videl je v človeško dušo globlje, njegove dnevnike pišete, to so neizrekljive reči, ki si jih je upal napisati. Ampak to so v glavnem izjeme. Druga je samo fikcionalistična industrija. Že zaradi naklade, doseč uspeh. Moraš Kitajko dati, ta boga Rowlingova, ki je zdaj tako osovražena od LBGTM. Ta je morala si točno videti, kje je diktat, da mora ena Kitajka nastopati, zato da je lahko na kitajsko tržišče prišli. Ja, se zdaj tako korektno, zdaj so že, ne vem, Sneguljčica mora biti temnopolta. No, pisal sem v glavnem za imperializem najboljši osvajalec ali kaj doslej, ker je takrat je kazali, da bojo taki plemeniti kovboji. Sem verjel, da je tam množično orožje, množičnega uničenja. To je bilo 2004 leta. Že 2007 sem se prvič opravičil. Od takrat pa naprej pa vidim, da tukaj gre res. Nekdo hoče biti glavni. To je isto. Šola, dvorišče, en je ta glavn, zdaj se pa drugi se pa organiziramo, če bomo 3-4 tam mali, ga bomo mogoče pogrizli pa tako ne. Ker med temi knjigami, avtori, ki si jih prevajajo, so tudi Vonnegut, recimo, pa Twain. In se mi je zdelo, da ta res aforističen način izražanja. In meni se tudi enkrat bom prebral, ker mi je zelo všeč bilo, si napisal, na Efraima Kishona si me spominjal z naslednjim. Vsakemu sem pripravljen priznati njegov prav, a se še ni zgodilo, da bi kdo imel prav. Razen moje žene. Efraim Kishon je tudi napisal najboljša med ženami, moje žene. Tako da tu je nekaj... To je podobno, kot vedno rečem, ko kdo umre, zdaj sem v takih letih, ko v našem gozdu sekajo, pa reče, a šel na pogreb, kaj si nor? Jaz hodil na pogreb za nekom, ko vem, da ne bo šel za mojim. Ja. Oprosti, zdaj, ko si ti načel smrt, pa to sem mislil, pa daj, te bom vprašal, čeprav je malo morbidno, ampak ti preneseš, mislim, da zdaj že kar vse.
O epitafu si že razmišljal, kaj bi za tabo naj pisalo? Ja, imam epitaf Res? na PST, to je pod spominjem tovarištva okoli Ljubljane. Sva dobila z ženo pravico, da si postavila svoj tak spomeniček. Na gor piše PST, to je pod spominjem tovarištva, Ja. to piše pst, Bernarda in Branko. In tle od spodaj bova. Tako da nič ne rabim drugega, pst, je čist dobro. In tle bojo moji psi, Pepel imam pse, ki grejo, jih upepelimo in čakajo. In jaz, žal je, to je pa eno od aforizmov dejansko modernega življenja, da jaz ne morem pred smrtjo zvedeti, kje bom lahko pokopan. Ker komisija, ki dodeljuje neke dovoljenja za zunaj grobiščni pokop, to naredi na podlagi predloga od dedičev, ne pa od tistega, za katerega gre. Ne. Tako da sem v oporoko sem dal, po moji smrti recite, da hočem biti tam pod prstom z mojo ženo, pa z drugimi, če bo kakšen kandidat znotraj družine. Če pa ne bo, če bo rekel, da ne, me pa dajte v žaro na žare in o primerni priložnosti pa prenesite moj pepel, pa me zakopljete po noč pod tistim spomenikom. Tako da absolutno bom ležal tam. Lepo. In gor bo pa PST in zdaj... Za konec, da zaključiva s kratkimi, mislim, če se strinjaš, imam kratko vprašanje oziroma asociacijo na 5 besed, ki jih imam pripravljene. Ja. Tako v miru, v No, to je dostojanstvu, v tudi tišini. neurolingvistično. Ja, mislim, da so se zelo... Kaj ti bo prišlo na misel, pa izbral sem pač na ključnih nekih 5, ne, pa me zanima. Slovenija. Ojej. Ojej. Beseda. Orodje. Orodje. Na to sem celo mislil, da boš nekaj, ok, sem celo uganil. Telo. Treba bi delati. Treba skrbeti. Daš, Da, kolikor aparat, v katerega kolikor daš, toliko delati z dobiš. njim, tako. Dež. Imam zelo rad. Ne potrebuje nobenega atributa. Življenje. Boljš kot nič. Branko, najlepša hvala. Ni za kaj. Živjo. Spoštovane gledalke in gledalci, to je bila oddaja Neposredno.